Je v redu? Torej, dragi udeleženci, dragi udeleženke, dragi spoštovani govorci na današnji okrogli mizi, lepo pozdravljeni in dobrodošli na javni razpravi, ki jo organiziramo v Vesni zeleni stranki. Tema današnjega pogovora je torej okoljska demokracija in okoljski konflikti v Sloveniji, pri čemer bomo posebno pozornost posvetili primeru kanala C0. Samo za informacijo, da povem, kanal C0 torej predstavlja samo del večjega kohezijskega projekta z naslovom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. To je projekt, ki ga skupaj izvajajo tri občine, Mestna občina Ljubljana in občini Medvode in Vodice. Torej, v Vesni smo se odločili, da organiziramo javno razpravo na to temo, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je bil ta, da je v lanskem letu je minilo v bistvu 30 let od sprejema deklaracije o okolju in razvoju, to tako imenovana deklaracija iz Rija, vendar pa zaradi tega, ker je bilo lansko leto res hipervolilno leto in nismo uspeli v bistvu se kakorkoli posvetiti kakšnim drugim vsebinam, smo rekli, da je pa zdaj v bistvu idealna priložnost, da to storimo. Drugi razlog pa je, da je dejansko pred približno 2 mesecema je Mestna občina Ljubljana, torej kot glavna investitorka na omenjenem projektu, je ponovno začela z izvajanjem gradbenih del, torej na povezovalnem kanalu C0, na trasi Brod-Ježica, torej ta je zdaj že zloglasni kanal C0. In sicer potem, ko so bila gradbena dela na tem infrastrukturnem projektu tako rekoč zamrznjena 2 leti in pol. Torej, kanal C0 že leta buri duhove javnosti in izgradnji tega kanala nasprotuje tako lokalno prebivalstvo v Posavju, številne okoljske nevladne organizacije, prevladujoč del stroke, torej tako hidrogeološke, torej vodarji, ekologi, zdravstvena stroka in tako naprej. Tako da to v bistvu nekako je sovpadlo, ko se je to zdaj začelo dogajati in je vse skupaj sovpadlo, kajti številni, torej, kot sem rekla, mnogi nasprotujejo izgradnji tega kanala, ker svarijo, da ta kanal ogroža poglavitni vir pitne vode za prebivalce Ljubljane z okolico. Tako da smo za danes povabili, tukaj so z nami danes Aleš Mrzel, in sicer bi moral priti tudi gospod Brane Grad, ki pa ga očitno je še vedno na terenu, ker se dogajajo neke stvari tam. Torej, ko bo prišel, se nam bo pridružil. Torej, Aleš in Brane sta samo dva izmed lastnikov kmetijskih zemljišč na območju vodonosnika Ljubljansko polje in se v bistvu že več let borijo proti temu kanalu, z vsemi možnimi sredstvi, pravnimi, z aktivističnimi, čisto na terenu in tako naprej. Potem je z nami magister Aljoša Petek, zagovornik okolja. Aljoša prihaja iz Spica, sodeluje pri Zeleni svetovalnici, to pa je prostovoljna mreža pravnikov z področja varstva okolja. Nadalje, potem imamo tukaj na tej strani 2 predstavnika hidrogeološke stroke, najprej magister Jörg Prestor, ki je zaposlen pri Geološkem zavodu Slovenije, potem nadalje dr. Mihael Brenčič, prav tako hidrogeolog, predavatelj na oddelku za geologijo pri Naravoslovno-tehniški fakulteti. Dr. Brenčič je tudi predsednik Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov. In tam čisto na koncu je, ampak nikakor najmanj pomemben, magister Tomaž Ogrin, že več desetletij, okoljevarstvenik in aktivno deluje v okviru mednarodnega nevladnega okoljskega centra Alpe Adria Green. Torej, tukaj smo poskušali res v okviru te razprave pripeljati različne deležnike,
zainteresirane javnosti, ki so v bistvu tukaj bile vpete v preteklih letih, zdaj že praktično več kot 5 let. Povabili smo že decembra tudi nosilce oblasti, torej predstavnike pristojnih institucij, ki so dejansko odobrile ta projekt, ampak so v bistvu si po vrsti zavrnili sodelovanje na razpravi. Torej, kot sem že omenila uvodoma, lansko leto je torej minilo 30 let od sprejema deklaracije o okolju in razvoju iz Rija in ta deklaracija je pravzaprav postavila temelje okoljske demokracije. Namreč v enem izmed načel je ta deklaracija vzpostavila tako imenovane 3 pravice dostopa, ki tudi tvorijo jedro dobrega okoljskega upravljanja. Te pravice so bile kasneje, torej od leta 1998, vključene tudi v tako imenovano Aarhuško konvencijo, ki jo je tudi Slovenija ratificirala leta 2004 in je bila tudi prenešena v pravni red Evropske unije. Torej, jaz bi najprej tukaj z izstavo začela. Aljoša, torej, vi delujete, ali te tikam? Okay. Torej, deluješ v mreži Zelena svetovalnica, ki deluje od leta 2018. Jaz bi te prosila, če mogoče poveš, kakšna so vaša opažanja, torej tvoja opažanja, tvojih kolegov, kolegic, v kolikšni meri v bistvu slovenski javni organi in nosilci oblasti na različnih ravneh upravljanja, torej od lokalne do nacionalne ali pa tudi evropske, zagotavljajo v bistvu te 3 pravice. In če nam mogoče najprej poveš, katere so te 3 pravice. Hvala za povabilo, jaz sem Aljoša. Jaz sem član mreže Zagovorniki okolja, ki smo pravzaprav fizične posameznice, posamezniki, pravniki, pa tudi še kakšna druga oseba, ki si prizadevamo predvsem v kontekstu nekih sistemskih pravnih zadev, ko pride nek primer, da se ga lotimo in skušamo skupaj tudi ga rešiti. Okoljska demokracija je zelo dober naslov pravzaprav današnjega dogodka, tako da kot nevladnik se ponavadi ne udeležujem, bom rekel, politično organiziranih dogodkov, ampak okoljska demokracija je pa nekaj, glede česa pa res imamo marsikaj za povedati v Sloveniji in širše. In mogoče se res kar osredotočam na konvencijo, Aarhuško konvencijo, ki je prenešena v slovenski pravni red in kako jo pravzaprav mi pri nas implementiramo in uporabljamo. In je treba povedati, te prve 3 stebre Aarhuške konvencije, ki so, da imamo vsi dostop do okoljskih informacij. To je prenešeno v naš pravni red na način, da lahko od kateregakoli državnega organa ali kateregakoli tudi zasebnega, ki je pod vplivom prevladovanjem strani države, dobi katerokoli informacijo, ki se tiče okolja. Ta steber je v Sloveniji, bom rekel, tudi po izkušnjah relativno dobro implementiran. Se pravi, državni organi se odzovejo na zahteve po informacijah okoljskih ali javnega značaja, ampak imamo težavo s tem, da pogosto je treba biti zelo specifičen pri teh zahtevah, da je treba zelo dobro že vedeti, preden sploh prosiš za informacije, katere rabiš. In pa tudi, da so predvsem v nekih kočljivih primerih, je državna, bom rekel, uprava ali pa državni organi pristojni znajo biti zelo konzervativni za količino podatkov, ki jo posredujejo. Še posebej, če se zahteva kakšne, bom rekel, surove podatke in podobno. Potem imamo drug steber, ki omogoča javnosti, da sodeluje v postopkih odločanja v okoljskih zadevah. To imamo vse povsod. Pri, recimo, upravnih postopkih, kot je kakršnokoli umeščanje objektov v prostor ali pa posegov v prostor, kot tudi pri pripravi zakonodaje, pri pripravi strategij, nekih usmeritev državnih, lokalnih, kakršnihkoli, se pravi, javnost ima pravico sodelovati. Pa gremo spet v Slovenijo. Mi imamo tiste javne razprave zakonske, za katere sem prepričan, da jih večina tukaj pozna. 30-dnevna neka javna razprava, v kateri javnost lahko poda svoje predloge, pripombe, včasih se organizira še posebej v okviru prostorskega načrtovanja, državnih prostorskih, občinskih prostorskih načrtov se mora organizirati tudi javna razprava. Tudi v postopkih umeščanja v prostor, če so komentarji in pripombe, se mora organizirati pri presoji vplivov na okolje, se mora organizirati javna razprava.
To so nekako stvari, ki so zapisane v zakonu in se v praksi tudi implementirajo, upoštevajo. Je pa velika težava z tem, na kakšen način se potem upošteva javnost v teh postopkih, kakršnega koli okoljskega odločanja, kakršnega koli okoljskega sodelovanja. So primeri dobre prakse, v katerih so se stvari, bom rekel, pozitivno odvile. Gre predvsem za, bom rekel, bolj splošne državne nivoje. Izpostavil bi rad nacionalni energetski in podnebni načrt, kjer rezultat ni dober. Faza sodelovanja, recimo, je bila pa fantastična in vključevala res široko javnost. Se pravi, potem smo pa prišli do rezultata, ki je pa ne samo, da v drugih primerih mogoče niti tista vključitev, ni, bom rekel, ta prava ali pa prilagojena ciljnim skupinam, ampak imamo potem tudi ta problem rezultata. Državni organi se pogosto, pa tudi lokalni seveda, se pogosto ne odzovejo na vsebinske pripombe ali pa kakšne komentarje, ki jih kot civilna družba pošiljamo. Nekako se počutim kot nevladnik, da jih je vse treba podkrepiti z neko medijsko kampanjo, z angažiranjem širšim, z političnim pritiskom in tako naprej. Se pravi, nimamo neke ustaljene forme, kako lahko vplivamo. In to je razvidno pri neštetih primerih. Mi izvajamo to svojo zeleno svetovalnico, brezplačno. In tukaj se vidi, da mi že dobimo probleme. Jaz dobrih praks ne morem iz zelene svetovalnice bistveno črpati, ampak mi dobimo probleme. In potem, ko se te problemi rešijo, se vidi, da je bila ta faza sodelovanja javnosti v vseh teh postopkih najšibkejša. Kdo si pa na koncu pravzaprav želi iti na sodišče, se vključevati v upravne postopke, trošiti denar, čas in vse stvari, samo zato, ker vnaprej ni bilo slišano to, kar je imela pač javno zapovedati. In s tem se soočamo v Sloveniji večinoma, da smo ali na koncu na odločitvi, a gremo v neke sodne postopke, ali bomo pač pustili, da stvar teče naprej. In tukaj se pravzaprav zdaj krha stvar, mi recimo vložimo kakšno sodno sredstvo oziroma pravno sredstvo, takrat, ko vidimo, da gre za res pomembna stvar in te primeri pridejo ali pa sistemsko. Ne govorim, da so bolj ali pa manj pomembne stvari, ampak nekaj, na kar lahko sistemsko vplivamo, se potem angažiramo. Potem imamo še tretji steber, ki sem ga zdaj že začel omenjati, se pravi sprožitev pravnih sredstev. Po vseh okoljskih postopkih mora biti javnosti zagotovljeno, da ima na koncu dostop do učinkovitega pravnega sredstva. V Sloveniji te stvari, tako kot pri sodelovanju v javnosti, imamo zapisane v zakone, vsak lahko sproži postopek. Moje mnenje je, da so sodišča relativno dobra, kar se tiče odločanja v teh sodnih postopkih, in da težava tiči predvsem v fazi pravzaprav sprejemanja zakonodaje in predpisov in kaj ti vsebujejo. Se pravi, sodniki morajo vselej ravnati v okviru veljavne zakonodaje, včasih tudi kaj kiksnejo, ampak mislim, da naš sodni sistem, še posebej za upravna sodišča, se mi zdi, da je dovolj dober, da te stvari sprocesira. Problem pa je seveda pogosto pri predpisih in tudi potem njihovem uveljavljanju v praksi. Mogoče je to dosti za začetek. Ok, lepo hvala. Aljoša, jaz bi samo v bistvu se pozabila pripovedati uvodoma, da se ta javna razprava, da se prenaša tudi v živo preko spleta, tako preko Facebook strani Desne zelene stranke in preko YouTube kanala, ki ga bo možno potem v bistvu pogledati razpravo tudi naknadno. V redu, Aljoša, najlepša hvala za ta uvod, pa bi te zdaj v bistvu takoj, glede na to, bi šla zdaj v bistvu k stvari, glede na to, da danes tukaj govorimo o kanalu C0. Kaj bi ti v bistvu rekel kot okoljski zagovornik, ali se to zdi primer dobre prakse, ali primer, ko bi rekla, najslabši možni primer slabe prakse? In pa kako pa je v bistvu z mednarodnim nadzorom nad izvajanjem Aarhuške konvencije? Ker to je v bistvu mednarodni instrument in pogosto pač govorimo, ja bi to morala pač država izvajati, ampak v bistvu v javnosti pa ni znano dejansko, a je sploh možno kjerkoli se pritožiti na neko inštanco izven Slovenije, recimo kakor v primeru kršenja človekovih pravic, če meni pač neka organizacija, posameznik, da so pač te pravice prikrajšane. Mogoče začnem najprej kar z Aarhuško konvencijo oziroma kako ugotoviti, če je država pravilno implementira ali ne. Imamo možnosti pritožbe na Aarhuški odbor. Zdaj pa tako, mi smo recimo včeraj predstavljali ta naš novi štoparski vodnik po varstvu okolja, s katerim ne bom zasedal prostora, ampak v njem smo zelo jasno zapisali, da uporabljanje, bom rekel, sredstev, pravnih ali kakršnih drugih,
izven nacionalnega pravnega reda terja zelo veliko časa. Se pravi, recimo, če se pritožimo na ta Arhuški odbor, ki obstaja, se moramo zavedati, da bo trajalo in trajalo, da bo Arhuški odbor odgovoril, ni tudi dolžan pravzaprav ničesar storiti, ampak vzame primer v obravnavo, kakor ga pač oceni. Se pravi, če je ta prijava dobra, kakovostna, bom rekel, z veliko podatki in dokazili, potem bodo seveda vzeli, ampak bo trajalo veliko časa. Tako da primarno je treba resno, bom poudaril, na nacionalnem pač nivoju skušati problematiko rešiti, če se jo lotimo pravno. Potem pa glede kanala C0 konkretno, zato smo danes tukaj. Takole bom ocenil, jaz čisto iskreno, postopka nisem spremljal od začetka, v bistvu pravno sem ga pogledal v zadnjih, bom rekel, mesecu ali dveh. Ampak ne rabite mene, da vam tukaj potrdim, kako je potekal postopek in kako ni potekal postopek, vkolikor je civilna družba tukaj na nogah, je že kar nekaj časa, potem vemo, da nekaj v postopku ni dobro potekalo. To poudarjam čisto v vsakih postopkih, ko imamo civilno družbo, ki na tak način stoji na nogah in vztraja, tukaj govorimo o vztrajnih ljudeh, potem je postopek več kot očitno bil speljan na način, ki ni primerno upošteval ljudi, ki živijo na tem območju, pa tudi vseh ostalih, ker vemo, da se ne tiče samo lastnikov zemljišč, ampak se tiče širše skupnosti tukaj v Ljubljani. In ocena postopka, boste sami ocenili, kako in kaj je potekalo, ampak res bi rad poudaril, in tukaj je vedno apel na pristojne organe, v tem primeru predvsem na občino, da se o teh stvareh pogovori vnaprej. Kolikor razumem, je zgodovina tega primera že, bom rekel, več desetletna, tako, o čemer bomo še danes kaj povedali, pa slišali. Ampak javnost očitno tukaj ni bila na pravi način vključena, postopki so bili speljani brez tega, da bi se ljudje zavedali, nekateri, kaj se bo tukaj dogajalo, nekateri ste se seveda. In ne moremo samo slediti strogo, bom rekel, pravnim normam sodelovanja javnosti, ne moremo samo strogo slediti temu, kar je zapisano v zakonu, ampak se je treba kot investitor zavedati, da ima eno določeno družbeno-socialno funkcijo. In tukaj je treba javnost, za katero pravzaprav naj bi bilo to grajeno, je treba primerno upoštevati. In tukaj seveda tega ni bilo. Najlepša hvala, Aljoša. Torej, zdaj smo, prosim, vprašanja boste lahko potem kasneje dajali, ko bomo zaključili ta krog vseh govorcev. Tako da boste imeli priložnost tudi v bistvu vsi, ki gledate, ki spremljate javno razpravo preko spleta, lahko tudi pošljete vprašanja. Torej, če nekako v bistvu povzamem, Aljoša, je torej, če se ne spoštujejo temeljna načela okoljske demokracije, oziroma če je kršena Arhuška konvencija, se to pogosto odrazi v okoljskih konfliktih. Malo sem zdaj raziskovala, zadnji mesec dni, kako v bistvu tudi sama teorija, ki govori o okoljskih konfliktih. Torej, pač nekako obstaja konsenz, da te konflikte povzroči degradacija okolja oziroma neenaka distribucija okoljskih virov med družbenimi skupinami, tako čisto v bistvu tako nasplošno. In v mreži Globalni atlas za okoljsko pravičnost so od ustanovitve leta 2012 zabeležili že okrog 3500 okoljskih konfliktov po vsem svetu. Pri tem pa tudi sami opozarjajo, da je to verjetno samo kapljica in da je teh okoljskih konfliktov še veliko več, za katere širša javnost nikoli ne izve. Torej, jaz sem prepričana, da bo tudi ta konflikt, ki je nastal tukaj med Mestno občino Ljubljana na eni strani in torej posledično tudi z vsemi državnimi organi, ki so nekako to asistirali pri tem projektu, torej na eni strani in kmetje, lastniki zemljišč in civilno družbo, torej ki nasprotuje izgradnji kanala C0 preko vodonosnika Ljubljansko polje, sem prepričana, da bo tudi pristal na tem črnem seznamu. In tako sta v bistvu danes tukaj dva predstavnika lastnikov zemljišč, nekaj jih je tukaj tudi med poslušalstvom, torej Aleš Mrzev, ko sem že napovedala, vmes nam je pridružil tudi gospod
Brane grad. Torej, ti ljudje so si z tem večletnim bojem nekako tudi pridobili neformalni status varuhov oziroma braniteljev okolja, ne, v angleščini so to defenders, environmental defenders. In v enem globalnem pregledu okoljskih konfliktov in okoljskih varuhov izpred nekaj let je skupina raziskovalcev iz Avtonomne univerze v Barceloni ugotovila, da so varuhi okolja po vsem svetu pogosto kriminalizirani, v kar 20% primerov, da so pogosto žrtve fizičnega nasilja, okrog 18% je takih, in celo eksekucij, torej 13% torej teh primerov, ki so jih zabeležili, so se zgodile tudi dejansko eksekucije teh varuhov okolja. In moram pri tem opozoriti, da pa so zaradi svojega marginalnega položaja so še posebej ranljiva domorodna ljudstva, ne, po vsem svetu. In torej ravno v primeru kanala C0, ko ste mnogi tudi lahko spremljali, je pred dobrim mesecem eskaliral do te mere, da je na poziv, torej Mestne občine Ljubljana, vmes posegla celo policija. In takrat je policija nasilno vklenila in odvzela prostost dr. Alešu Mrzelu, ki je tako na nek način postal simbol upora proti mestnim oblastem. Jaz predlagam, da si pogledamo ta skrajšani posnetek, ki sem ga jaz v bistvu posnela 14. decembra, tako da imamo v bistvu bolj kot nekakšen uvod za nadaljevanje razprave. Prosim, Luka. Jeste nekaj predsednik? Ja, predsednik. Državljani Republike Slovenije, zadnji čas je, da se zvolite. Kajti Belorusija ni v Belorusiji. Belorusija je prišla na Slovenijo. V področju Mestne občine Ljubljana, kjer veljajo zakoni. Samo center moči, ne pa Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne Ustave Republike Slovenije in ne zakonov. Vsemi, ki to sramoto ali poraba policije, jaz nima niti enega prekrška misli v življenju. Veš se kakaj sramot. Zasebno zemljišče, kjer ni bilo nobene obvode, popolnoma nič. Sramota za policijo, zlorabljena. Proti občanom. Zvolite pa se ne opirajte. Ne opirajte se. Zato, ker so na bučarih parceli, ki nimajo nobenih papirjev, so zahtevali, da se odstranimo in je poslal takoj 3 policaje, ki so potem fizično računali. Tole je naša policija, tole mi plačujemo, tole policijo mi plačujemo, žalost! Temu se reče paramilitarje v Južni Ameriki, kjer centri moči obvladujejo policijo in širijo mimo zakonskih probacij na določene akcije. Tako je. Za Republiko Slovenijo, za branjene ustave, se žrtvujemo tudi občani. Ok, torej, Aleš, jaz ko sem že to skočil očitno na Facebooku. Super, hvala, Luka. Torej, že ko sem snemala v bistvu cel tole dogajanje, je bilo že zame izredno travmatično. Ne? Se lahko predstavljam, kako je bilo zate. Ne? Tako da bi te prosila, če lahko deliš z nami izkušnje Ježičanov v boju za zaščito največjega vira pitne vode za Ljubljančanke in Ljubljančane. Kajti v preteklih letih ste se soočili, podobno kot branitelji, torej
okolja širom po svetu, ne, z diskreditacijami, s tožbami strani mestnih oblasti. Nazadnje ste postali, ko smo imeli tudi žrtev fizičnega nasilja strani policije. Ravno par dni nazaj, mislim, da je Ministrstvo za notranje zadeve ugotovilo, da je bil njihov prijem, kako že se temu reče, da je bil v bistvu izveden nestrokovno. Torej, če nam samo poveste, kako je to vplivalo na vas, kako je vplivalo na vaše življenja, življenja vaših bližnjih, kaj bi v bistvu povedali po vsem tem? Mogoče boste nekoliko razočarani, ker ne bom odgovoril točno na to vprašanje. Kako se počutim, kako se počutijo družinski člani in tako naprej. V bistvu to niti ni tako pomembno. Ključno nekaj drugega. Danes govorim ne kot aktivist, nisem aktivist, okoljski aktivist, sem samo lastnik zemljišč ob C0 kanalu. In danes bom govoril kot eden izmed lastnikov zemljišč ob C0 kanalu in teh je veliko. Slučajno so ta zemljišča ob C0 kanalu, ki bo ali ne bo zgrajen, na to mi lastniki nimamo vpliva. Še enkrat, želimo pa, da se spoštujejo tudi v mestni občini Ljubljana Evropska konvencija o človekovih pravicah, zakoni Republike Slovenije in Ustava Republike Slovenije. Upam, da boste nekako zdržali teh 5-6 minut, kjer bomo predstavili ne samo ta C0 kanal. Za tem C0 kanalom je še mnogo drugih stvari, za katerih niti ne veste. Kajti potekala je medijska blokada kar nekaj let. Še enkrat, nismo lastniki zemljišč, nobeni aktivisti, ampak samo lastniki zemljišč, ki si želimo Demokratične Republike Slovenije tudi na območju mestne občine Ljubljana. Torej, najprej bi se moral predstaviti, jaz sem Aleš Mrzel in prihajam iz Ježice. Sem že prej povedal, sem samo eden od mnogih številnih lastnikov ob trasi C0 kanala, ki poteka od Broda do Ježice. In tukaj se nahaja glavni vir pitne vode za celotno Ljubljano. Ta kanal bi moral biti zgrajen že pred 4 leti, pa še danes ni. Ne zaradi aktivizma, zaradi diletantsko pripravljenih projektov mestne občine Ljubljana, nezakonito pridobljenih in pravnomočnih gradbenih dovoljenj, ki so tudi slabo napisane, in celo zaradi neveljavnih služnostnih pogodb, ki so v zemljiških knjigah. Torej, mestna občina Ljubljana, če se izrazim nekoliko ponogometno, sama sebi zabija avtogole z svojim diletantskim pristopom k projektu. Ne samo tem, tudi številnim. Zaradi tega, kar se je dogajalo, se je nekako odprlo časovno okno za nekaj let, 2-3 leta, ki omogoča javnosti, stroki in pa predvsem politikom, da 5 minut čez 12 v zadnjem trenutku še nekaj naredijo, kajti ta kanal bo dokončan do leta 2023 in za dekomaj ogrožal pitno vodo za celotno Ljubljano, za vse naslednje generacije. Pitna voda in kanalizacija ne gresta skupaj. To vedo vse civilizacije povsod po svetu. Tu sem marsikje, pa vem. Razen v mestni občini Ljubljana, ki je unikum na svetu. Za izgradnjo tega C0 kanala ne bo odgovorna samo javna oseba, ki je javno izjavila v Vižmarjih 2018, da njega, ko ga ne bo več čez 20 let, pitna voda ne zanima. Ampak ta kanal C0 se lahko pripišejo vsi 4 zadnji predsedniki
vlad Republike Slovenije skupaj s svojimi tako imenovanimi ministri za okolje. Ob tem je potrebno jasno in glasno povedati, da so naslovi, ki se pojavljajo v časopisih, na spletu ali televiziji, kot na primer upor kmetov na Ježici, blokada gradnje C0 kanala, Kmečki punt, da so popolnoma napačni in neresnični. Lastniki zemljišč ob C0 kanalu, vse skozi, že pred 4 leti smo bili v parlamentu, zahtevamo samo, da se pri potencialnih posegih na naša zemljišča, ki sicer niso gradbenih dovoljenih, upošteva pravni red Republike Slovenije, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Samo to in nič drugega. Na področju mestne občine Ljubljana pa je vse skupaj kot neke vrste oaza v puščavi. Fata Morgana, oaza v puščavi. Mislite, da obstaja, potem pa ugotovite, da mestni občini Ljubljana velja očitno nek drugačen pravni red, kot ne bi bil v Sloveniji. V zadnjih nekaj letih smo bili lastniki zemljišč s strani mestne občine Ljubljana ob navezi upravne enote Ljubljana, predvsem nekega sektorja, ki ga mi imenujemo že kar sektor za razlastitve, deležni številnih, zanimivih zadev. Bom samo naštel, da boste ugotovili, da ni C0 kanal edini, ki se dogaja na tem področju. Množična razlastitev parcel za pokrivanje zlorabe evropskih sredstev s strani mestne občine Ljubljana za Pot ob Savi. Poskus plenjenja kmetijskih zemljišč ob vodarni Kleče, kmetijskih zemljišč, s katerimi se kmetje 100-200 let preživljajo, in tudi vi kupujete v njih zelenjavo. Protiustavne kategorizacije kmetijskih zemljišč, kmetijskih cest v letu 2022 na osnovi lažne listine, podpisane strani iste uradne osebe, ki je javno izjavila, da je pitna voda ne zanima. Zadeva je na tožilstvu, tožilstvo ne naredi nič. V 7 mesecih. In pa seveda C0 kanal. Tu smo doživeli 70 razlastitev zemljišč oziroma omejitev lastninskih pravic. In če ste izven Ljubljane, tudi vas lahko to zadane, kajti imamo takšno zakonodajo, ki je primerna za neke druge države, druge čase. In sicer uradnik na katerikoli upravni enoti lahko po nujnem postopku, tako imenovani nujni postopek, razlasti vašo nepremičnino, s tem, da pritožba ne zadrži izvedbe. Torej, vsi lastniki zemljišč ste lahko žrtev sprege nekih županov, kjerkoli po Sloveniji, nekih upravnih enot. In to jaz mislim, da je ključno, da si ljudje nekako predstavljajo, do kaj smo prišli 30 let po osamosvojitvi. In zadnji primer, to je tole, niti nisem gledal, ker sem doživel iz prve roke, je nasilna asistenca policije. Izgleda, da ta asistenca sploh ni imela nobene pravne podlage. To se že dogaja oziroma že preiskuje upravno sodišče. Kaj pa je bila ozadje te asistence policije? Na začetku sem omenil, da želimo samo, da se posegi na zemljišča izvajajo zakonito. In zakonito se lahko izvajajo posegi, če je znano meja vašega zemljišča. In za določene meje vašega zemljišča obstaja poseben ugotovitveni postopek, mejni ugotovitveni postopek. In samo to zahtevamo lastniki zemljišča. Zadnjič pa je ob asistenci policije geodet nezakonito, brez vseh papirjev, brez lastnikov zemljišč,
izvajajo zakoličbe in s tem tudi istočasno gradbišče zemljišče. In spet smo na začetku. Samo še za trenutek, prekinil bom čez približno minuto, nekaj teorije, nekaj pa praksa. Jutri se lahko pogledate v živo, kako izgleda praksa delovanja na področju Mestne občine Ljubljana s kršitvijo popolnoma vseh pravnih norm Ustave Republike Slovenije in sicer na gradbišču, tako imenovanem gradbišču C0 kanala, pri betonarni Šuštar, torej na separacijski poti. Pejte si pogledati v živo, od 8. 9. Verjetno bo zelo zanimivo in poučno za vas. Bolj kot vsa ostala, rekel, materialna gradiva, ki boste kadarkoli prodali. In ja, to je Republika Slovenija oziroma Mestna občina Ljubljana, za katero nisem več prepričan, kateri red, katera ustava, katera konvencija velja na tem področju. Ustava Republike Slovenije. Hvala. Hvala, Aleš. Zdaj pa bom prosila še gospoda Braneta Grada, torej, da nam nekaj malega več pove o tem samem projektu. Ko sem rekla, gre za samo en delček, pomemben del velikega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in ta projekt ima pravzaprav dolgo brado. Uradno je bil sicer potrjen poleti 2017 s strani Evropske komisije, potem ko so ta projekt potrdile nacionalne institucije pristojne, ampak mestne oblasti so v bistvu ta projekt snovale že veliko prej, že leta prej. Naprimer, gradbeno dovoljenje, tisti, ki je najbolj sporni del gradbenega dovoljenja za kanal C0, ki gre pač na tistem odseku preko vodonosnika Ljubljansko polje, je bil torej izdan s strani upravne enote Ljubljana že leta 2014. Ampak dejansko je razen peščice strokovnjakov, ki so bili povabljeni v določenih fazah načrtovanja, priprave projekta, potem razen nekaj novinarjev in uradnikov, seveda, ki jih je v bistvu kar nekaj sodelovalo, ki so odločali v postopkih, torej bodisi na upravnih enotah, bodisi na Agenciji za okolje, na Direkciji za vode in tako naprej, na Ministrstvu za okolje in prostor, na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Torej, širša javnost je pa v bistvu slabo seznanjena z ozadjem projekta. A nam lahko, gospod Brane, poveš, zakaj je kanal C0 v bistvu tako problematičen in kako je do njega sploh prišlo, kako smo se znašli v tej situaciji? Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu, se opravičujem za par začetnih minut, sem zamudil, namreč zadolžen sem bil, da sem pripeljem profesorja Rismala, nekateri ga poznate, imel je veliko željo, da sem pride, mislim, da ima ta teden, naslednji teden, 93. rojstni dan in slabo sliši in nisva mogla na koncu zapostaviti, da bi ga pripeljal sem. Zdaj pa tudi jaz sem eden od lastnikov, mnogih lastnikov kmetijskih zemljišč na tej najbolj uničujoči trasi C0 kanala. To pomeni med avtocesto Ljubljana-Kranj in Črnuškim mostom, ob tako zvani nemški oziroma obvozni cesti. Nas je parcelije preko 400, lastnikov pa ne vem kolikrat več, kajti res, da imamo nekateri lastniki po več parcel, imamo pa tudi parcele, kjer je po 17 solastnikov in tako dalje. Skoraj nihče od teh lastnikov ni bil nič obveščen, čeprav ima C0 kanal ta projekt dolgo brado, ampak jaz bom šel od datuma 12.3.2014 naprej. Takrat je gospod, oziroma ne bom z gospodi, ker to niso gospodje, ker drugače ne bi kaj tazga delali, pa da nam časim vam kradu, takrat je magister Ladislav Košiček podpisal na upravni enoti Moste polje, bom rekel, skoraj tajno in nezakonito gradbeno dovoljenje, za katerega ni vedel skoraj nihče. Jaz sem bil sam tudi 3 mandate po 4 leta predsednik pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije za kmetovanje na vodovarstvenih območjih v Republiki Sloveniji in zato sem s to tematiko
zelo dobro podkovan, vem, kaj moramo kmetje delati za miligrame škropiv v 400 litrih razrečene vode in tako naprej, vem pa, kaj se pa zdaj dela. Ne. Za to gradbeno dovoljenje je bilo nepopolno, kajti vodno soglasje je bilo izdano šele 15.9.2015. Naravovarstveno dovoljenje, soglasje za to dovoljenje, ki je bilo izdano marca 2014, je bilo izdano šele 6. novembra 2015. Nihče ni vedel zanj, kmetom nam je pa nekaj prišlo na ušesa in smo na neki javni razpravi na gospodarskem razstavišču, nek občinski prostorski plan ali nekaj izboljšava, ne vem kaj, arhitektka Gajška, ki ga v Ljubljančani verjetno poznate, en od mestnih arhitektov, ki je vodil to zadevo, vprašali o C0 kanalu, oziroma nismo še vedeli imena, da je Krenik kanal, in on se je na tisti razpravi sprenevedel, da ne ve nič o nobenem kanalu, in ker smo bili mi toliko sitni, je potem nekam telefoniral, ne vem kam, mogoče gor na vrh, ne, in je potem čez pol ure povedal, da imamo mi prav, da se pa res bo nek kanal gradil. Ni povedal ne imena, nekje, nekako, ničesar. Potem smo mi pisali na 4 naslove, od Ministrstva za okolje in prostor do mestnega vodovoda in tako naprej, in smo od nekje dobili odgovor, da je neko gradbeno dovoljenje izdala upravna enota Moste Polje. Mi smo decembra 2015 zaprosili za to gradbeno dovoljenje in smo ga dobili v januarju 2016. Potem smo začetek februarja 2016 to gradbeno dovoljenje prinesli, da tako rečem, mestnemu svetu, ki ni vedel za to gradnjo. Poiskali smo človeka, ki je bil takrat en predstavnik za okolje in prostor pri mestnem svetu oziroma največje opozicijske stranke SDS, gospodu Mirku Brniču Jakru, ki ga lepo pozdravljam, mislim, da sedi tamle zadaj in bo to lahko potrdil. Prijel se je za glavo, kako da on na takem položaju ni še slišal o tem kanalu. Potem so se dogodki razvijali naprej, nihče ni nič ukrepal, nihče ni hotel nič vedeti, vsi so imeli glavo v pesek. Pomagala nam je Alpe Adria Green organizacija, edina takrat, in z njo smo mi izdali brošuro, skoraj diplomsko nalogo s 15 slikami in 69 strani je bilo, to se pravi 54 strani besedila in 15 slik, 69 strani smo mi izdali od uradu predsednika države do uradu predsednika vlade, službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predsedniku državnega zbora, ministrstvu za obrambo, ministrstvu za infrastrukturo, ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za notranje zadeve, odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, odbor državnega zbora za obrambo. Potem pa vsem poslanskim skupinam in tudi narodnim manjšinam, madžarski in italijanski. To brošuro sva z gospodom, ki je zastopal Alpe Adria Green, Tomažem Ogrinom, ki je tukaj, nesla v državni zbor na vložišče, tem ministrom, oziroma za stranke tem ministrom, pa predsednikom vlade in države in tako naprej, smo pa en dan prej poslali po pošti, in sicer nesla so v državni zbor 5. februarja 2019, 4. smo pa poslali ministrstvom in drugim, da so vsi na isti dan dobili. Niti eden se do danes ni oglasil oziroma naredil tiskovno konferenco okrog tega. Vemo, da je bilo potem na 2 odbora skupaj za kmetijstvo in infrastrukturo sta zasedala in en odbor je zahteval, da se to takoj umesti v kritično infrastrukturo, kajti jugoslovanska vojska prej v Jugoslaviji je ta teren imela kot kritično infrastrukturo in na tem vodovarstvenem področju ni pustila ničesar delati. Mi imamo še danes
domačini že ob prepisu parcele oče sinu oziroma pri gradbenem dovoljenju moraš imeti soglasje od vojske, pa ne vejo, zakaj ga dajejo. To se pravi, popolna zmeda na celem področju in mi smo potem prišli toliko daleč skozi tega odbora, da je bilo glasovanje izredna seja državnega zbora, kjer je 67 poslancev enotno 100% glasovalo proti kanalu C0, proti izgradnji kanala C0, ampak do danes se ni zgodilo nič. Tudi če pogledamo zadnje županske kandidate, vsi županski kandidati so bili proti izgradnji C0, to prav takrat so poslanci glasovali proti izgradnji C0, predsedniki strank ne naredijo nič. Niti ena politična stranka oziroma predsednik stranke še ni naredil ene tiskovne konference za katastrofalno nesrečo, ki prihaja v Ljubljano. Kajti ta nesreča je nezadržna. Pokazal vam bom poleg tega, da branimo svoje zemljišča. Nikoli nismo bili na nobenem mestnem zemljišču, prav na tej Malanski poti, ki je premajhna, da bi se to lahko zgradilo. Vedno smo branili samo svoje zemljišča in jasno, ker teh nimajo, kljub temu, da je bilo v tem upravnem gradbenem dovoljenju izrecno povedano, da po 44. členu ZUP-2 smo vsi stranke v postopku 3 metre levo in 3 metre desno od kanala in nihče ni od nas ni stranski udeleženec oziroma karkoli bi lahko prej naredili. Potem je bilo na gospodarskem razstavišču še neka taka, ne vem, nek okoljska zadeva oziroma občinski prostorski plan ali popravek, kako. In jaz sem županu, zdajšnjemu, leta 2016 povedal, da nimajo parcel, da to ne bo šlo po domače čez naše parcele in da ne poznam človeka, ki bi s helikopterjem gradil kanalizacijo. Kajti drugače se tukaj ne da. Bil je nesramen do mene in sem mu povedal, gledajte, ne znate se demokratično pogovarjati in mi bomo vse naredili, da vas preprečimo na naših parcelah. Pokazal vam bom nekaj slik in sicer prva slika, to je tako tukaj, gledajte, tukaj so vodarne, Kreče Šentvid in tukaj je bodoče napajalno polje za izboljšavo podtalnice. Ta kanal rdeča, to je avtocesta Ljubljana-Kranj, tukaj nekje Črnuški most, ta kanal povozi to polje in tukaj je neka okljuka, ki je pa še blago narisana. Če vam dam iz načrta od hidroinženiringa, naenkrat, namesto da bi šla kanalizacija, če ne bi bilo vodovarstvenega področja spodaj, če bi šla lahko kanalizacija, potem gre ponavadi kanalizacija, če premaguje neko razdaljo, gre naravnost, bi rekel, kot bi s puško ustrelil. Tukaj ta kanalizacija naredi okljuko 300 metrov od te do te točke, je še tukaj preveč položno narisana, če gremo na teren pogledati. Zakaj je to? Tukaj gre iz vrhne Malanske poti na spodnjo Malansko pot, kajti za to parcelo od enega lastnika 300 metrov dolžine, to danes kopljajo kljub temu, da smo jih zjutraj zaustavljali, ta parcela je dobila pa gradbeno dovoljenje, mislim, da 2017 ali 2018. Kajti oni so mislili, če bojo samo po poti izdajali gradbena dovoljenja, da ni treba lastnikov obvestiti, da mi ne bomo vedeli, kaj se bo dogajalo. Takega projekta, ki gre 4,5 km čez vodovarstveno območje, ti ne moreš skriti pred ljudmi in pred domačini. Teh dodatnih 300 metrov nepotrebnih, kot da bi dejansko hotel uničiti to podtalnico. Podtalnica je narejena z neprimernimi cevmi, glede na to, da je tukaj tudi potresno področje, ni upoštevano standard, ki je japonski standard za vso to infrastrukturo na potresnih območjih.
so najslabše cevi, nič zaščitene. Tukaj slišimo na VOKAJ-u oziroma na mestni občini, da imajo 8 zaščit, mi vidimo samo gole cevi, nič drugega. Lahko vam pokažem posnetek vgrajene cevi, ki jo je zvilo že ob sami gradnji. Ta posnetek je potem, ta cev je šla potem ven, ker smo mi preveliko reklamo delali okrog tega, kajti od tega jaška naprej so se takrat pojavile kinete za dobrih 200 metrov. Zelo problematično je bilo, tukaj je pa 200 metrov kinet in ta cev tukaj gor je pa plinovod iz Vodic za Ljubljano. Ta plinovod so dejansko potem ne strokovno zaščitili v neko ovojnico, neko, bom rekel, zadevo, ki vpija vodo, to se pravi, da bo ta tekočin stalno vlažno in bo prežrl to cev od plinovoda. Mi smo v tem obvestili tudi plinovode in niso reagirali. Te kinete dajejo noter razbite, to ni nobena zaščita, da bi zaščitila, da ne bi šla gnojnica oziroma fekalija v potalno vodo. In je tudi razporki so veliki in ko so veliki razporki, oni samo z nekim trakom čez prelimajo in to naj bi zdržali zdaj, ne vem, 5 let, 10. Župan je rekel, da ga po 20 letih več ne briga, kaj bo s to potalnico, ker ga ne bo več tukaj. Vemo pa, da vse kanalizacijske cevi je treba potem enkrat zamenjati. In tudi tukaj bo, kako se bo to menjalo, kaj bo delal, ne vem. Projekt se ne dela tako, kot bi se mogel, da bi lahko se znovelirali, da bi se naklon dejansko izmeril. Te cevi se polaga vedno prostora samo za eno cev. To je ena slika in potem, če je druga narinjena zraven, kakšni nakloni bojo to, kako bo to funkcioniralo, ne vemo. Tukaj imam še en posnetek tega, takoj na koncu cevi je bager, ta obroč je 10 centimetrski, ko je bil nemški strokovnjak tukaj na tej trasi, se je za glavo prijel in rekel, kaj Ljubljana dela. Je rekel, pa je bil specialist za to, zato si še to pogledati, je rekel, te obroči bi mogli biti vsaj polmetrski, da potem pesek nikakor ne pride do teh tesnil, gumijastih so noter, ko enkrat pesek te tesnila zriba, ker se to stalno nekako vibrira ali pa premika zaradi potresnih in potalničnih dejavnosti, potem je kanalizacija uničena. In potem je narinjeno to, tukaj imam še en posnetek, to se pravi, tik pred zdajci, mi že tukaj tlačimo na veliko, nove cevi še nimamo noter, in potem, jaz bom rekel, to ni polaganje kanalizacije, to je narivanje cevi. Kaj bo pa to pomenilo, pa ne vem, ampak vemo pa, da je noter že zdaj pesek med dvemi spojimi cevi, da to ne bo držalo nič in tudi te podatki, ki so strašni, da je še, ampak bojo strokovnjaki, ki so tukaj potem bolj natančno povedali, zvedeli smo za podatek, da naj bi ta kanalizacija, če spušča od 3 do 10 litrov na sekundo, to so, zračunajte na sekunde, na dan pa na uro, so strašne tone teh fekalij in to je še vodotesno, tako rekoč. To kanalizacijo so izžagali cevi, da so potakili poti naredili, ko vidimo tukaj čisto vinkasto, z ravnimi cevmi so to delali, žagali so jih na 2 metra, najprej tudi s temi boksi niso znali delati in so jih žagali na 2 metra, da so jih lahko noter dobili, ampak župan je rekel, jaz bom ta kanal naredil tudi, če cel kanal izžagam na 2 metra. Zdaj so se naučili, zdaj že v teh boksih na Ježici porivajo 6-metrske cevi, ampak to je narivanje cevi in eden od posnetkov čez pokrov je bil tale. Tukaj se vidi na dnu, to se pravi čez jašek je slikano, na dnu je poln peska, ki je ostal od gradnje in se vidi, da je pesek kot neka reka, kot nabrežina,
kajti tukaj noter enkrat je voda, enkrat ni vode, tako kot vodo pušča noter, bo kanalizacijo pušča ven in kot fiasko, kot spomin na bodoče čase, mi bomo v plastenkih pili čisto pitno vodo, da tako rečem, nihče jo ni na otvrgu, ostale od delavcev noter, kajti pesek jo je potem zasul. Mi smo potem probali na vse ministre, še na ministrico Majcenovo, katero smo bili z ekipo pri njej glede kmetovanja na vodovarstvenih območjih, nikoli ni pustila, da bi se C0 kanal odprl kot tema, da bi povedali, da to ne gre nikamor. Ampak prišli smo toliko daleč, da smo danes tukaj, kjer smo, in danes nam pomaga tudi stranka Vesna, ki smo jih hvaležni, in mislim, da bojo postali več povedali, šlo je že v tujino na vse naslove in tako dalje. Hvala za enkrat. Hvala, Brane. Torej, zdaj smo slišali v bistvu lastnike zemljišč, slišali smo predstavnika. Samo še nekaj, kar sem pozabil. Ker smo videli, da, bom rekel, izliv policije, kriminal policije, ki je tukaj posnet 14. decembra. Prvi udar policije je bil 23. novembra. 23. novembra na državni praznik, sicer ne dela prosti dan, na dan generala Majstra. Doživeli smo šok. Gospa Mojca Škrinjar je dala izjavo za televizijo, zame je to danes današnji državni udar. Brojo ogromno policistov, ki so z strahom zagradili to Manojsko pot, nikogar niso pustili noter, niti novinarje, niti odvetnike, zrinili so lastnike, ki so bližje noter v tem pasu, so jih zrinili ven, odpeljali naše dva odvetnika ven, potem našo varnostno službo, ki smo jo imeli od pogodbo z njo od 2. novembra, so zrinili ven in za te varovane parcele, zato z našim trakom postavili svojo varnostno službo in svoje trkove. Ničesar ni mogel noben narediti, oni so delali, kar so hoteli, njihov odvetnik je kazal s prstom, z roko in on je urejal koga ven, koga ne in tam so potem neke kole zabili in postavili to ograjo. Dobro, v 3 tednih so naredili v bistvu 2 huda prekrška, ponižali policijo, kot je v 30 letih ni še nihče. Zdaj imamo na sodišču najprej za 14, potem bomo imeli še za 23. Nimajo dokumentov, niso imeli dokumente, dejansko so ukrepali na svojo roko, kot da imamo, kot je prej kolega Mrzel rekel, kot da imamo mi tukaj samo še privatno državo, 3-4 vladajo v tej državi, mi nimamo več demokratične družbe, demokratične države. Danes so na tej kljuki, ki sem prej rekel 300-metrski, udarili pri enemu lastniku, smo klicali policijo za zapisnik, ni prišla. Ko je treba, da bi butali nas, jih je 30, jih je 50. Da je bilo že tretjič, da je bila taka skupina policistov, dvakrat je bila zdaj, tretjič je bila pred 2 leti, zagotavljali smo sodnici in vsem, da imajo napačno služnost, ne, oni so vztrajali na napačni služnosti, da bi od lastnika radi dobili tisto služnost, ki je prava. Hvala lepa. Hvala lepa, Brane. Torej, jaz sem bila obakrat tudi z vami na Ježici, torej 23. novembra in 14. decembra, tako da v bistvu tudi lahko potrdim navedbe gospoda Grada. Zdaj pa gremo v bistvu k stroki končno. Tukaj sta z nami 2 hidrogeologa, magister Jorg Prestor in dr. Mihael Brenčič. Torej, kot smo lahko slišali, mestne oblasti, torej zlasti župan Ljubljane, vse skozi zavrača očitke, da kanal C0 nosi tveganje za izlitje fekalnih vod v podtalnico. In pri tem pravi tudi, se sklicuje na mnenja, torej strokovnjakov, zlasti hidrogeologov in vodarjev.
Magister Prestol, vi ste bili vključeni v strokovne razprave okrog kanala C0 izpred Geološkega zavoda Slovenije. Sodelovali ste tudi pri pripravi vodnika o varovanju podzemnih voda v mestni občini Ljubljana, tako da dosti dobro poznate to tematiko. Z vašo ekipo z Geološkega zavoda ste sodelovali v Interreg projektu z naslovom Celostno upravljanje kakovosti podzemne vode na funkcionalnih mestnih območjih. In kot sem lahko prebrala tudi na spletni strani tega projekta, torej tukaj ste izdelali tudi plan upravljanja z onesnaženjem podzemne vode za funkcionalno mestno območje Ljubljana-Ig. Torej, eden izmed ključnih prispevkov do tega projekta Interregovega je tudi izdelava numeričnega modela pronicanja nitratov iz netesnega kanalizacijskega sistema in iz kmetijstva ter vpliv, torej pritiska teh nitratov na kakovost podzemne vode v urbanem vodonosniku pod mestom Ljubljana. Torej, vas bi prosila, če nam mogoče pač glede na to res, da gre, tako bi rekla, dosti za kompleksno znanstveno vprašanje tukaj, ne, pri tem modelu, če nam lahko mogoče malo bolj preprosto predstavite ugotovitve vašega modela, kolikšna je obremenitev nitratov na vodonosniku Ljubljansko polje, predvsem pa kaj bi se zgodilo v primeru tako imenovanega črnega scenarija, ne, recimo, če bi se iz kanalizacijskega sistema iztekla vsa odpadna voda. No, bi vas prosila, če poveste kaj o tem. Ja, pozdravljeni vsi, hvala za besedo. Ja, zdaj mogoče res drugi del tega pogovora, da se malo, mislim, se bomo oddaljili od prejšnje zadeve. Ja, dejansko hvala za to vprašanje, no, to mogoče tudi to tudi v smer tega pogovora o okoljski demokraciji pa dobrih praksah, je kako je pač nastajal ta program upravljanja z onesnaženjem podzemne vode v funkcionalnem mestnem območju Ljubljana-Ig, namreč ker ta vodni vir se širi tudi v občino Ig. Tukaj smo, mogoče bi povedal, kaj je ta primer dobre prakse, no, ko se ga skušamo držati. Nekako smo na začetku oblikovali, bi rekel, neko regionalno interesno skupino, ne, ki sodeluje pri takih zadevah. In namen te regionalne interesne skupine je, da dejansko vemo, da lahko vemo, da razpolagamo z vsemi informacijami, ki jih potrebujemo, ne. Se pravi, da so vsi ljudje, ki poznajo podatke, a ne, podatkov je danes neizmerno veliko, ampak vsak zna svoje podatke interpretirati in zato tudi ve, kaj pomenijo, in zato morajo ljudje že tukaj se združevati in interpretirati, prevajati pomen podatkov drugim skupinam in tako. Taka interesna regionalna skupina je pač osnova, a ne, za neko okoljsko demokracijo. Potem naslednja stvar je, da je pač upravljavec oziroma da so vodarji naredili neko pravo oceno tveganja, katera onesnaženja, katera onesnaževala predstavljajo kakšno veliko tveganje, ne. Se pravi, gre za visoko tveganje, srednje tveganje, nizko tveganje. In tukaj je treba povedati, da to tveganje je bilo ocenjeno, bi rekel, na nek enostaven, ampak inženirski način, tako da je razumljiv, in sicer čisto enostavno na podlagi tega, koliko je resno onesnaženje, se pravi, koliko te koncentracije ogrožajo neke standarde kakovosti in kako pogosto, ne. A se to dogaja 3-krat na leto, ali se enkrat na 10 let, ali pa na daljšo dobo, ne. To iz teh dveh nekako ocen se potem dobi to oceno tveganja. In tako smo v bistvu za Ljubljano, za pač ljubljanske vodne vire oziroma mesto prišli do ocene, da največje tveganje, visoko tveganje predstavlja danes onesnaženje z desetilatrazinem na Brestu,
ki direktno ogroža vodarno tam in tudi njene količine razpoložljive vode. Potem drugo, visoko do srednje tveganje predstavlja na območju stegne hrastje onesnaženje z kromom 6-valentnim kromom, ki deloma izhaja iz starih onesnaženj, deloma tudi še iz obstoječih. Potem tretja stvar je Dravlje moste, kjer imamo onesnaževanje z dušikom iz kmetijstva in iz kanalizacije. Tukaj je vaše vprašanje, bom povedal takoj. Poleg tega pa tudi novodobna onesnaževala, rečemo temu, se pravi onesnaževala, prihajajoča nova onesnaževala. Tukaj bi izpostavil to, kar smo ugotovili, da je dejansko bilo v tistem času, to se pravi v letu 2000 do 2016, je bil to recimo karbamazepin, ki se je razširil že kar na velikem delu vodonosnika, to se pravi, to je neko farmacevtsko sredstvo. Potem desetilterbutilazin, to je pesticid, ki se je razširil iz zaledja vodarne kleče in je tudi potem prodrl že do vodarne hrastje in je imel jasne trende, da narašča in da bo že kmalu dosegel potem že mejo določanja, ne. Se pravi, ko to onesnaževalo že začnemo kvantificirati. Potem pa še benzotriazoli, to pa je večinoma iz industrije, tudi iz gospodinjstev, se pravi, ni samo industrija, pa samo gospodinjstva, ne, tudi te snovi se uporabljajo zelo široko in tudi tukaj smo zaznali določene trende naraščanja. No, vodovod, kanalizacija potem za ta terbutilazin zelo hitro ukrepal, ker je začel ogrožati vodnjake in potem je ta terbutilazin bil prepovedan in dejansko se je potem proti letu 2020 ta trend ustavil. In zdaj v bistvu nekako podobno se dogaja z benzotriazolom, se pravi tukaj v našem tem načrtu upravljanja z onesnaženji je pač prvi ukrep za ta novodobna onesnaževala ta, da je treba obvestiti industrijo, da je potrebno obvestiti vse, ki s temi snovmi ravnajo, prevažajo, da se zavedajo, da nekje uhaja okolje in da je treba pač ugotoviti, kje so te izvori, kje to nam beži v okolje. Ali dejansko poznamo vso količino in lahko ugotovimo, kam gre, ali pa imamo tudi določene količine, za katero sploh ne vemo, odkot pride, kam gre. To so te osnovne stvari in osnovni ukrepi, da začnemo lahko to zmanjševati, če preden potem nam to ogrozi vodnjake. No in potem še četrta prioriteta, to je pa pač neko srednje do nizko tveganje, je pa odlagališče Barje in koncentracije bora. Bor je tam značilno onesnaževalo iz odlagališča. Ne bom zdaj razlagal, zakaj. Avtoceste? Ne, iz pač teh odpadkov, ki so bili vlagani takrat. Ne. No in tam je ukrep, dobro, ne bomo zdaj o tem, ne. Tam je pač ukrep, da dejansko začenja upravljavec zelo natančno slediti, kakšna je zadrževalna sposobnost, naravna zadrževalna sposobnost, kaj bo čez 30 let, kaj bo čez 100 let, kako se bo to onesnaženje obnašalo in da bo tudi pač v dolgoročnem smislu, da grejo vsi tehnični ukrepi v to smer, da se to širjenje ostane v ozkem krogu, samo okrog odlagališča, da ne gre naprej. To je nek tak načrt upravljanja z onesnaženji, z najbolj perečimi. In no, če smo zdaj pri tej temi, ki se tudi tiče pač kanalizacije,
Mi smo zelo natančno potem, oziroma na podlagi podatkov vodovoda, ki upravlja s kanalizacijo, ima dejansko razvrščene vse cevi po materialih, po starostih, tudi pregledi so delani redno se obnavlja to, In tako smo vzeli neke vzorce teh pregledov, teh kanalizacij in kakšne izgube so glede na starost, glede na materiale in tako, in s tem smo dobili nek model, koliko pušča tega, kakšno je puščanje te kanalizacije v celem mestu, In potem smo imeli potem tudi presežke dušika iz kmetijstva, in na podlagi tega modela nekako izračunali, da je nekje, mislim, da je okrog 330 ton letno, da se tega sprosti v podzemno vodo. V zaledju Kleč je tega recimo 70% iz kmetijstva, 30% iz kanalizacije, potem Hrast je približno pol, v povprečju pa je nekje 60% iz kmetijstva in 40% iz kanalizacije. Dušik v Ljubljani predstavlja okrog 16, te izpusti predstavljajo okoli 16 miligramov na liter v povprečju nitrata v ljubljanski vodi. Trend stalno upada, se pravi, ukrepi se poznajo, eni in drugi in tretji, to ne moremo čisto natančno izračunati koliko, ker nimamo dobrih podatkov iz kmetijstva, koliko v bistvu oni zmanjšujejo te presežke. No in ta trend je ugoden, zdaj v bistvu ta trenutek se ukvarjamo s tem, da tudi v primeru podnebnih sprememb se to ne bo poslabšalo, da bomo še zmeraj zadržali čim boljši ta trend. Sploh se pa trend močno zmanjšuje od leta 2000 do 2016 na tistih perečih točkah, kjer so bile koncentracije nitrata recimo 40 miligramov na liter. To so določena mesta v Ljubljani. Nekje so povezana s kmetijstvom, nekje s kanalizacijo, tudi to nimamo čisto natančnih korelacij, ker je to težko, ker nimamo povsod vrtin, da bi to lahko natančno ugotavljali. Ampak jasno, ukrepi so usmerjeni predvsem na te vroče točke, tam so prioritete, kjer je treba ukrepati in za kmetijstvo in za kanalizacijo, če hočemo, da pač to vodo izboljšujemo. Cilj je, da vodo izboljšujemo in da za ta nitrat ne bo nobenem vodnjaku v Ljubljanskem presegal 18 miligramov na liter in da tudi v ljubljanski podzemni vodi ne bo presegal 25 miligramov na liter, recimo območje Dravelj so te koncentracije najvišje, tudi precej nad 25 miligramov na liter. In tam je oboje, tudi kmetijska in ta urbana raba se tukaj odraža. No, tako da, kar se tiče dušika in nitrata, ni tako pereč problem, kolikor je pereč pri novodobnih onesnaževalih. Se pravi, predvsem pesticidi se pojavljajo stalno in recimo za brez, kjer je največje visoko tveganje, vidimo, da smo izračunali, da imamo na tistem polju nekje 30 kilogramov, 30 kilogramov desetila trazina aktivne snovi v tem območju raztopljenega v vodi. In ukrep, ki smo ga naredili v okviru tega programa, je, da smo, mislim, da okrog 8 raznih variant sanacije tega izračunali s predinvesticijskimi analizami. Vodovod se je že lotil določenih variant preizkušati. Potem smo tudi izvorna mesta ugotovili, kjer so najbolj verjetna in se tudi to že preiskuje, ker izračunali smo, da po naravni poti bo tudi v naslednjih 30 letih se to samo od sebe ne bo saniralo, da je treba pač nekaj aktivno ukrepati.
To mislim, da je tak, bi rekel, pristop, ki je tudi. Vprašam konkretno glede kanala C0, ker kakor razumem, ste vi tudi tukaj v bistvu tudi izdelali neke scenarije, ne? Tako da me zanima, kako pa je zdaj v bistvu s temi scenariji in pa tudi, ali je v bistvu sploh možno zagotoviti popolno tesnost kanalizacijskega sistema. In v okviru tega tudi, kakor sem pač zdaj lahko izvedela, ne, pač obstaja tudi več materialov, teh kanalizacijskih cevi, da so pač ene boljše, ene niso, so manj optimalne, tako da če lahko še o tem poveste. Hvala, da ste me opozorili. Se pravi, mi smo dejansko, naša naloga je bila v okviru kanala C0 to, da naredimo program zaščitnih ukrepov, a ne. Se pravi, mi sicer nismo projektanti, gradbeniki, to morajo oni, a ne, ampak mi smo dali usmeritve in predvsem smo ocenili tveganja, ne. Pri teh tveganjih smo nekako, analiza tveganja, ki se dela za posege v vodovarstvenem območju, nekako zmeraj obravnava 3 scenarije, scenarij normalnega razvoja dogodkov, alternativni scenarij pa scenarij najslabše možnosti. V scenariju normalnega razvoja dogodkov smo v bistvu upoštevali, pač, da se nekje v skladu s standardi naredi cevovod, a ne, to pomeni, da bi bila recimo dvojna cev, a ne, tako da se pač po standardu predvideva za vodovarstveno območje. In tukaj smo ugotovili, da sta 2 problema, da pač tudi z normalnimi preizkušanji tesnosti lahko pride do nezaznavnih izgub, ki jih s temi testi ne bomo zaznali. In zato smo pač te količine vode v modelu preizkusili, kakšen vpliv bodo imele na vodnjake, a ne. Potem naslednja stvar, ki smo zahtevali pač od projektanta, da to, kar ste vprašali, materiali pa tesnost, a ne. Tukaj je v bistvu jasno, vsak cevovod, ko je nov, pa že ko je nov, smo videli to, kar je gospod, je že problem, a ne. Se pravi, na papirju je vsak vodotesen, a ne. In zdaj, kako to lotiti se, kako oceniti to tveganje, v bistvu v svetu pač se dela tako, da se naredi preglede vseh cevovodov. Jasno, OKA kanalizacija v bistvu stalno pregleduje in obnavlja, s kameri pregleduje po nekem rednem postopku, po svojih standardih to izvaja in ima zabeleženo vse poškodbe, a ne. In zato lahko vidimo tudi za določene cevi, kakšne poškodbe nastanejo, v kolikem času se ponovijo, koliko velike poškodbe so. In zato smo pač zahtevali, da projektant to naredi in je tudi naredil, pri čemer je pa imel težavo, ker te cevi, ki so danes sodobne, nimamo starih podatkov, da bi gledali, kakšne, se pravi, je vzel pač najbolj nove, ki so že vgrajene, pa ki so že vgrajene vsaj 10 let, a ne, da se da to potem oceniti in iz tega smo dobili tveganje, da bo prišlo do poškodbe in smo tudi to upoštevali in tudi kakšno izpust pomeni vsaka taka poškodba. No, in to je v bistvu bil scenarij normalnega razvoja dogodkov. Se pravi, da delamo vse tako, kakor je po predpisih, a ne, kaj se pol zgodi, smo ugotovili, da ne bo dobro, a ne, se pravi to, kar že tudi vsi govorijo, a ne, jasno. In zato je treba bilo predvideti neke strožje ukrepe. Zdaj, recimo za prvo vodovarstveno območje, ne, tukaj smo sicer v drugem, ne, pa dokaj daleč od prvega, ampak v prvem velja, ne vem, v nekih recimo švicarskih priporočilih ali pa še kje, da če so vodovodi oziroma cevovodi narejeni, da morajo biti vidni. Se pravi, da to je edino zagotovilo, da vsak, ki pride mimo, tako rekoč, a ne, vidi, če pušča, a ne, da če je to zakopano, je premalo varno, ne moremo ugotoviti, a ne. Poleg tega je največja nevarnost to, da recimo mi vemo, da v vodnjakih, to, kar sem tudi prej razlagal, a ne,
v vodnjakih se vedno nekaj pojavi, neka snov, ali je dušik, ali je pesticid, ali je nekaj karkoli iz industrije. In vsakič, ko bi se tukaj v vodnjaku nekaj pojavili, bojo pač ljudje rekli, ne, jasno, se smo rekli, to je iz kanala C0 prihaja, ne. In zdaj, če bi vi mogli takrat začeti monitoring pa preizkušati vse to, pa ugotavljati tudi, kot to res teče, je to predolg postopek, predrag, prezahteven in tako. In zato je dejansko edini ukrep, da je ta cev vidna, da lahko se takoj pogleda, če kjerkoli pušča in se izloči, ali je to res izvor, ali pa pač, če pa je, se pa sanira, ne. In to je v bistvu nekako na ta način bilo zastavljeno in je tudi zdaj realizirano v projektih in presojah vplivov na okolje. Tako da tudi recimo v primeru potresa, ne, oziroma v tem scenariju najslabše možnosti, ne, smo ugotovili, kakšen bi bil pretrg, kakšen bi bil razmik in tako, koliko bi vode v tem času teklo. In to, kar ste vprašali, ne, v takem primeru bi v določenih vodnjakih prišlo do preseganja standardov kakovosti, ne, in takrat bi morali pač uporabljati druge vodnjake in tako naprej, ne, dokler ne bi to se potem sanirali in očistili, ne. Mi smo tudi računali, koliko časa imamo na voljo, da to naredimo, ali je to 10 dni, ali je to 20 dni, 30 dni. In potem tudi je vodovod, ima nek varnostni načrt, v katerem v bistvu vse, kar se mu lahko zgodi po izkušnjah ali pa po predvidevanjih, mora upoštevati, kaj bo naredil, ne. In je v bistvu zdaj tudi vključil to nevarnost v svoj varnostni načrt. Poleg tega pa to potres še veliko več, ne. Potres pomeni, da mora to vključiti v varnostni načrt, v civilno zaščito in tako naprej, ker takrat se zgodijo čisto druge stvari, ki jih pač mi tukaj ne moramo, ampak se državnega preko na okviru civilne zaščite in tako naprej, ne. Toliko, no. Najlepša hvala res za zelo izčrpne v bistvu informacije. Mislim, da smo se marsikaj zdaj naučili novega. Tako da v bistvu ste že omenili sami, torej pač, da gre za potresno območje, ne. Torej, namenimo še nekaj besed hidrogeološkim značilnostim vodonosnika Ljubljansko polje. Torej, kot vemo, kot mnogi veste, torej vodonosnik se nahaja v tektonskem, potresno aktivnem bazenu. Le redki pa vedo dejansko, da je bil veliki potres v Ljubljani iz leta 1895, mislim, da je bil v bistvu epicenter ravno tam. Torej, Ljubljansko polje, torej vodonosnik je zapolnjen z visoko prepustnimi, prodnimi in peščenimi plastmi, podzemna voda pa je tukaj relativno globoka, torej v povprečju je nekje 25 metrov pod površjem. Zdaj bi pa prosila drugega hidrogeologa tukaj z nami, dr. Mihaela Brenčiča. Torej, vi ste predsednik Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov in vaš predhodnik, magister Zlatko Mikulič, je poleti 2016 v imenu vašega društva na pristojne institucije naslovil deklaracijo o zaščiti virov pitne vode za mesto Ljubljana in okolico. In sicer to deklaracijo ste naslovili na župana Ljubljane oziroma mestno občino Ljubljana, na takratno ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, ki je tudi že gospod Brane omenjal, na generalnega direktorja Agencije za okolje in na direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode. In v tej deklaraciji je društvo SKIA skrajšano zapisalo, da je izgradnja povezovalnega kanala C0 preko vodovarstvenega območja vodarne Kleče nesprejemljiva. Odločitev mestne občine Ljubljana, da za odvajanje odpadnih vod, torej iz občin Vodice in Medvode, v centralno čistilno napravo Ljubljana, torej ki je locirana v Zalogu, torej in ta odločitev, da zgradi kanal C0 preko vodonosnika, da je nerazumljiva. Torej, tudi hidrogeološka stroka se je jasno izjasnila proti izgradnji kanala C0,
bi vas prosila, da nam pojasnite, zakaj je v bistvu vodonosnik Ljubljanskega polja tako pomemben, ne? Kakšno tveganje v bistvu predstavlja izgradnja kanalizacijskega omrežja preko vodovarstvenega območja, vodarn, Kleče in Šentvid, na kar ste opozorili v vaši deklaraciji? Ja, hvala lepa, hvala za besedo. Kot je bilo rečeno, sem tukaj v vlogi predsednika društva Skijah, pa tudi v funkciji nekako predstavnika Društva za zaščito voda, katerega član sem tudi, pa profesor Toman ni bil, pač ne more priti zaradi določenih vzrokov, tako da mogoče tudi še nekaj segment tistih vprašanj, potem kasneje skušal odgovoriti. Sicer je pa takole, pravzaprav ste mi zastavili veliko vprašanj. Najprej moram povedati to, da je ta deklaracija, ki smo jo mi podpisali oziroma dali v javnost junija 2016, bila rezultat neke naše interne konference. Torej, pač predsednik, tako kot jaz zdaj pač je samo predstavnik društva, to je bilo neko bolj ali manj konsenzualno mnenje. Takrat smo to veliko diskutirali. Potem pa seveda najprej mogoče par besed okoli odmeva naše deklaracije. Najprej ta, bom rekel, uradni del. Z mestne občine nikoli nismo dobili odgovora, kljub temu, da smo nekajkrat prosili zanj, z različnimi dopisi. Ostali državni organi pa so nam odgovorili, da nismo stranka v postopku in da v bistvu ne moremo nikakor vplivati na potek tega. Tako da v bistvu pravno formalno smo takrat celo preverjali s pomočjo, mislim, da predhodnika društva, ali pa ne vem za točno, kako se je imenovalo, kolega Aljoše. On se takrat s temi stvarmi še ni ukvarjal, ampak nekako nam je bilo tudi dano vedeti, da ker nismo društvo v javnem interesu, pustimo to, zakaj nismo, pač ne moramo vplivati na te zadeve. To je ta segment. Mediji so se na to kar odzvali, tako da sem potem večkrat, jaz malo zatem prevzel to predsedniško vlogo in sem kar, mislim, da bil kar izpostavljen se po tej stroki, poskušal pač večkrat vplivati, razlagati v teh dialogih, ampak nekako moram povedati, da smo bili nekako v tistem času precej na čistini, nihče nas ni nekako ne podprl, v stroki je bilo tudi kar nekaj različnih mnenj o tem in tako naprej. No, zdaj, če gremo bolj k tem centralnim strokovnim vprašanjem, bi najprej povedal to, zakaj je to tako ključno in pomembno. Ljubljanski vodovod oskrbuje 333.000 prebivalcev z pitno vodo. Res je, ne pride vsa voda iz tega območja, ki je predmet današnje razprave, ampak večina pa pride. Kar to pomeni, da so ti vodni viri, ki so pod vplivom tega kanala C0, o katerem danes razglabljamo, izredno pomembni vodni viri, za katere v bistvu na nek način v Ljubljani nimamo nadomestila, glede na velike količine vode, ki se iz tega vodnega vira črpajo. Ta vodni vir ima tudi še višjo kapaciteto, torej lahko bi dejansko črpali še nekaj večje količine. Vzrok za to so predvsem naravne danosti tega vodnega vira. Ta vodni vir je, kot ste že sama prej omenila, v dobro prepustnem vodonosniku, visoko izdatnem vodonosniku, preprosto pomeni to, da lahko velike količine vode dobiš. Druga zadeva, ki pa je, zdaj sicer nimam časa, da bi to na dolgo in široko razglabljal, ta vodonosnik je po svoji naravi tako zvan hidrodinamsko odprt vodonosnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da preprosto povedano nima pokrova, ki bi preprečeval vdor onesnaževal. In druga zadeva je, v tem vodonosniku, seveda z teh hidrogeoloških vidikov, voda teče zelo hitro. Zdaj boste rekli, kako hitro, 2 metra na dan. To je zdaj mogoče, če greste pogledati Ljubljanico, boste videli, da so hitrosti precej više, ampak to je pač značilnost podzemne vode, zaradi tega, ker pa tako počasi teče, ima pa neke posebne lastnosti in seveda te lastnosti so od stabilne sestave, določene mineralizacije in tako naprej. Zakaj je problem tega C0 kanala? Če pogledamo čisto hidrodinamsko, vsak vodnjak, s katerim črpate vodo iz podzemne vode, ustvari tako zvan depresijski lijak. Ta depresijski lijak ni nič drugega, kot temu rečemo prispevno območje ali tisto območje, iz katerega voda priteče v vodnjak. In ta depresijska območja ima neko posebno obliko v obliki obrnjene sklede ali v tlorisu črke U. In ti odprti U-ji, če lahko tako preprosto povem, segajo na območje kanala. Kaj to pomeni? To pomeni, da z določenih območij tega kanala, seveda ne z celote,
voda neposredno priteče v vodnjak. Samo vprašanje časa je, kdaj, kako in pa seveda kakšno usodo ima to onesnaževalo, ki bi prišlo iz tega vira. Seveda vemo iz fizikalno-kemijskih danosti, da so lastnosti teh onesnaževal zelo različne. Nekatera onesnaževala tečejo hitro, nekatera pa skoraj da ne tečejo. Pa pustimo zdaj te detalje ob strani. In že veliko smo diskutirali o tem kanal, tesni, ne tesni, koliko tesni in tako naprej. In vsak ve, ki ima malo inženirskega znanja, da 100% tesne kanalizacije na tem svetu ni, pa tudi če ugradimo zlate cevi. Vzroki za to so seveda različni. In kaj pomeni? In kot tudi kolega prej govoril o tveganjih. Tukaj ne govorimo o dogodkih, ki so gotovi, ali dogodkih, ki se ne morejo zgoditi oziroma so negotovi, ampak govorimo o dogodkih, ki se lahko zgodijo. To je tako kot s potresom. Potres v Ljubljani ima povratno dobo, tak rušilen potres enkrat na 100 let. Po tej logiki bi se ta potres moral zgoditi že 1995, ampak gre za verjetnostni dogodek, enkrat se bo zgodil. Kdaj se bo zgodil? To vejo samo šlogarce, pa mogoče še kakšen bog. Skratka, kaj hočem povedati? Takrat, kadar obstaja neko tveganje, to ne pomeni, da se bo dogodek realiziral, lahko pa se realizira. In to je težava tega. Nihče ne more trditi za zlasti strokovnega vidika, da so projektanti slabo delali a priori, da so cevi a priori slabo narejeni. Ampak jaz govorim o tistem segmentu o tveganju. In zaradi tega, ker je svo tveganje prisotno, je ta položaj tega cevovoda neustrezen. Kot še enkrat, nahaja se v napajalnem zaledju oziroma v depresijskih lijakih, nahaja se v hitro tekočem območju, torej tam, kjer voda relativno hitro teče, visoko izdatnem vodonosniku, ampak tisto, kar je še bolj pomembno, gre za dejansko najpomembnejši vir pitne vode, in tisto, kar tako radi pri nas poudarjamo, mi imamo pitno vodo, verjeli ali ne, iz Ljubljani še zmeri tako, da se jo ne klorira, to je res nekaj posebnega. Velike količine te vode imamo in v bistvu gre za res zelo visoko kvaliteten vodonosnik, ki daje neko posebno kvaliteto celi vrsti stvari v tem mestu, v katerem živimo. In to so tisti momenti, na katere smo mi želeli opozoriti. Tukaj seveda pa lahko potem odpremo tudi debato o tem, kako in na kakšen način so te strokovne presoje tekle. Vemo, da ta kanal ima zelo dolgo brado, ta brada sega, mislim, da v leto 1971, torej skoraj, oziroma ne skoraj, ampak že 52 oziroma 53 let. Zakaj se je to dogajalo in tako naprej? Tukaj je bilo tudi nekaj očitkov v tej smeri, da je to zadeva, ki je umeščena v prostor že zelo dolgo. Ampak treba se zavedati sledečega, da stroka se razvija, spoznanja so nova, tudi v tej kanalski vodi ne teče več isto, kar je teklo leta 70, ampak danes je struktura te kanalske vode zelo drugačna, kot je bila takrat. In tisto, kar je, mi ne trdimo, da sanacija obstoječih kanalskih problemov, greznic in tega v Ljubljani ni potrebna, nasprotno, nujno je. Tisto, kar je naše društvo, oziroma tisto, kar naša stroka oporeka, je to, kje ta kanal teče. In današnja sredstva finančna, tehnologija in znanje omogočajo, da bi ta kanal potegnili drugje, kjer ne bi vplival na vodne vire v Klečah. Najlepša hvala, dr. Brenčič. Jaz bi izpostavila to, da niso bili samo hidrogeologi proti izgradnji kanala C0, pač po tej trasi, ko je predvidena, torej vodarji, ekologi, ampak v bistvu tudi zdravstvena stroka. Tako recimo Center za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je v svojem stališču izpred slabih 3 let zapisalo, da predvidena gradnja povezovalnega cevovoda, citiram, trajno povečuje tveganje za zdravje prebivalcev pri oskrbi skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah. In tveganje za zdravje ljudi se bo sčasoma povečevalo. Enako trajno je lahko tudi onesnaženje vodnih virov. Tako da zdaj bi šla pa še k
magistru Tomažu Ogrinu, torej vi sodelujete z nevladno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green, torej to je organizacija, ki povezuje mrežo okoljskih organizacij, društev, posameznik, torej v vseh državah nekdanje Jugoslavije in v Italiji. In tudi vi ste že v začetku leta 2019 torej pozvali, kakor je že prej omenil gospod Grad, torej vse voditelje v državi, pristojne ministre, pristojne odbore v državnem zboru. In potem, ko je državni zbor z veliko večino izglasoval priporočilo, da naj se vendarle izvede celovita presoja vpliva na okolje, kajti v bistvu temu se je mestna občina izognila za strategijo tako imenovanega slicinga, da je v bistvu razdelila celotno torej traso kanala C0 na več krajših tras in tako so v bistvu zaobšli torej zakonodajo, da je bilo treba izvesti torej celovite presoje vpliva na okolje. Torej, po teh priporočilih državnega zbora se je takratni minister za okolje in prostor, to je bil takrat Simon Zajc, se je vendarle torej zmigal in je naročil izredno notranjo revizijo projekta. In v poročilu o notranji reviziji iz oktobra 2019 je revizorka ugotovila torej resne kršitve pri vodenju postopkov na strani ARSO in Direkcije Republike Slovenije za vode. In tako je med drugim zapisala, spet citiram, da javni uslužbenci obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno mero strokovne in kritične presoje, ter da sistem presoje vplivov na okolje v ARSO in sistem izdaje vodnih soglasij in mnenj v ARSO in Direkcije za vode ni deloval uspešno in učinkovito, kar je imelo vpliv tudi na izvajanje postopkov v obravnavanem primeru povezovalnega kanala C0 in na vsebino izdanih sklepov in soglasij oziroma mnenj. Torej, zdaj se nahajamo, torej, več kot 3 leta je minilo od izdaje tega notranjega revizorskega poročila. Mestna občina, kot smo slišali, je spet začela, nadaljuje z gradnjo kanala C0 in tudi župan, torej novi stari župan, je takoj ob nastopu torej svojega zadnjega mandata, je takoj napovedal dokončanje projekta do konca tega leta, kajti gre za evropski kohezijski projekt, kar pomeni, da je tudi financiranje vezano torej na finančno perspektivo in ker se ta letos izteče, ga je treba dokončati do konca leta. In župan v bistvu še vedno ves čas traja. In torej tudi pravni zastopniki Mestne občine Ljubljana, da imajo vsa potrebna dovoljenja, soglasja, da so vsa pravnomočna, da gradnja kanala ne predstavlja tveganja za pitno vodo. Tako da jaz predlagam, da gremo mogoče tako skozi te ključne izjave, pa da potem poveste v bistvu, kaj od tega drži oziroma ne drži. Deloma je recimo, je že dr. Bremčič je že odprl vprašanje v bistvu te trase, kdaj je bila že v bistvu predvidena, kdaj je bila umeščena v prostor. In tako župan recimo trdi, da je bila trasa kanala C0 umeščena v prostor že nekje od konca 80-ih oziroma od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Pa če najprej odgovorite glede tega vprašanja. Ja, hvala lepa. Jaz sem sicer magister kemije in se ne ukvarjam z to problematiko direktno. Sodelujem z društvom Alpe Adria Green, predvsem na okoljski problematiki, ki se tiče takih problemov. Tule pozdravljam v naši sredi še inženirja Malejnerja, ki je strokovnjak za komunalo, tudi z bogato prakso iz Nemčije, in pa tudi bivšega ministra Jazbinška, ki se tudi ukvarja z temi okoljskimi problemi in tudi s tem kanalom. Pa zraven mene je pa arhitekt Feguš, ki se je v postopke tudi že vključil. Jaz bi izpostavil tukaj tole, kar je že gospod povedal, kar se tiče preteklosti. Vi ste v uvodu povedali, da se naša družba razvija in ugotavlja, na kaj moramo vse paziti.
Če včasih nismo pazili, to še ne pomeni, da moramo sprejemati tiste takratne odločitve, kar je tudi gospod povedal tole, ne. Tak primer imamo recimo v Cinkarni Celje, ki sem jo kot študent še obiskal, takrat, ko se je vse kadilo po dvoranah in imamo ta problem odpadkov iz Cinkarne Celje še zdaj tam, ne, ker pač ta župan ni želel sanirati vsega, ne. Zdaj smo dobili drugega župana v Celju, upamo, da bo zdaj šlo bolje, ne. Tule imamo pa v Ljubljani zdrav razum ti da ne boš pač fekali peljal čez pitno vodo, kogarkoli vzamemo. Izračuni, modeli lahko nekaj pokažejo, ampak v praksi se lahko zgodi pa tisto, kar se ne bi smelo. In zato je Evropa že od leta 2006 pristopila k enemu izrazu, ki se reče kritična infrastruktura. Kritična infrastruktura pomeni, da moramo še posebej varovati tako infrastrukturo od energetike, telekomunikacij in na tretjem mestu pitna voda, ki lahko naredijo škodo večjemu obsegu in za mesta velja 100.000 prebivalcev, kar je nad 100.000, je treba proglasiti za kritično infrastrukturo in posebej varovati in zmanjšati tveganja, kar se da, ne. To se pravi, tega kanala tukaj čez ne bi smelo biti. In to je znano že od leta 2006, potem so se sprejemale direktive o kritično infrastrukturo, to je, če vsaj v 2 državah je kritična, in pa državno, kar je ta, recimo, to vodno polje. Tega je treba posebej varovati, gre za nacionalno varnost, ne. In jaz mislim, da če vnašaš ti nek kanal not, karkoli se bo zgodilo, če ga imaš not, je tveganje, če ga nimaš, pa ni. In jaz mislim, da ga ne sme biti. Tudi če ga postavijo, ga moramo pa zapreti, ga ne smemo uporabljati. Izvor je pa ga ne smemo uporabljati. Izvor je pa v Patu in Polano, ne. Zakaj? Šli so povezati Medvode, se piše tam 22 kilometrov stran in Vodice 9 kilometrov stran. To se ne dela. Do Zaloga je 40 kilometrov. Župan trdi tudi, s projektom rešujemo problem več tisoč greznic v 3 občinah, Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Kaj od tega drži? Ja, glejte, nobena, kot je zdaj potek, nobena se ne bo priključila na ta kanal direkt, to ni kanal za to. Greznice, ker so bile naštevane, ne vem koliko, ne, na tem območju jih ni, ne, ampak kjerkoli so, za njih so posebne uredbe, vsak mesec mora komunalna podjetja prazniti greznice, ne, jih je več vrst in to morajo delati. Torej, ni govora, da bi spuščali, če je kdo preluknil, zato da ne prazniti, ne, to delajo, ni govora, da bi spuščal v podtalnico. To bi moralo mesto sanirati že zdaj, če je kaj takega, ne. Potem tretje vprašanje, tretja trditev, ne. Župan se skozi trdi, da kanal C0 izpolnjuje najvišje standarde potresne varnosti, o čemer smo prej govorili, ne. Ob tem pa le redko kdaj govorimo o problemu poplavne varnosti oziroma poplavne ogroženosti, kar lahko sploh pričakujemo torej po scenarijih zaradi podnebnih sprememb, ne. Torej, ob vplivu dviga podtalnice na to cev. Kako je s to trditvijo? Ja, to so vse vplivi, ki bi morali biti obdelani v celoviti presoji vplivov na okolje. Ta pa ni bila narejena in zato je državni zbor. Ne sme biti narejena. No, v redu. Ker kanala ne sme biti, ne. To je ta patološki pristop, no, on je hotel se izogniti vsemu, no, vse vemo, ne, ampak bi morala biti narejena, zato so pa razrezali projekt na kose in da ne bi bilo potrebno teh postopkov, ker bi seveda
najbrž potem se drugače. Zadnja trditev, torej, da Mestna občina Ljubljana kot glavni investitor pri projektu, da ima torej vsa potrebna dovoljenja, soglasja pristojnih organov, torej upravne enote, ARSO in direkcije za vode. Kako je s tem? Ker v bistvu mislim, da je vse skupaj 8 gradbenih dovoljenj izdanih za celotno traso kanalizacije. No, saj to po evropski direktivi ne sme biti. Torej, mora biti celovita presoja vplivov na okolje za kompleten projekt. Jaz bi samo, da bi se razumeli, ta projekt, ki je bil predstavljen novinarjem, vsebuje 3 dele. Eden je kanal C0, z medvodami in vodicami, druga je tretja faza čistilne naprave, to se pravi, ne govorimo danes o tem, in tretja je dograditev kanalizacije v mestu. Mi nismo proti tem v mestu, seveda ne, ampak ta prvi del je pa nepravilen in je škodljiv. In tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje je bil proti temu tveganju. Tako da privesti 2 občini, to ni v sklopu današnjega razumevanja, pa že več let nazaj, 20 recimo, da ti vodiš v centralo ostale občine, pri nas v tem primeru te 2. Zakaj so to naredili? Sicer ni bilo nikoli pojasnjeno, govorilo se pa je zato, da naj bi ta nasvet dobili, da bo to veliki projekt in so ga tule tudi predstavili kot veliki projekt. To se pravi, gre za pohlep po denarju. In ista situacija se ponavlja pri sežigalnici. Spet je tam, sem bil na predstavitvi in tudi v gradivu piše, 57 občin naj bi vozilo v Ljubljano odpadke na sežig. Imamo tudi RCERO, ki ima tudi istih 57 občin in vozijo odpadke v Ljubljano. To je ta patološki pristop razvoja mesta Ljubljane, ki pač bazira na denarju, čim več ekonomija obsega in tako naprej. No, tako da jaz bi sam zaključil s tem, da ne bom, kritična infrastruktura je tisto, kar bi morali tole v tem projektu poudariti in zahtevati, da se ta kanal ne zgradi in moram povedati še to, da je Državni zbor sklenil, da se ustavi gradnja, piše v sklepu, da se ustavi gradnja, dokler se ne izdela celovita presoja vplivov na okolje. Ta se pa še ni izdelala. Se ne sme izdelati. Jaz bi samo prosila mogoče, če lahko... Ene stvari so sveže, pa so bile napačno interpretirane. Aha, prav, se lahko... V redu, to je pa že v bistvu že razprava. Bi pa želela samo še nekaj, ne vem, če odgovori ali gospod Ogrin ali pa gospod Veguš. Alpe Adria Green je zdaj prejšnji mesec je poslala tudi poziv ponovno pristojnim institucijam, torej službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organu upravljanja za evropska sredstva v Sloveniji. Ravno včeraj pa mislim, da je šlo tudi pismo torej, Evropski komisarki za kohezijo in reforme in pa Evropskemu komisarju za okolje, oceane in ribištvo. Tako da, če bi lahko mogoče še kaj o tem povedali, pa... Ja. Ta pisma, zato da jaz končam. Pri potresu je še žužemberski prelom tukaj, o tem ste mogoče malo govorili. To se vse vidi iz dokumentacije drugje. Kar sem jaz prebral teh poročil o potresih, 2 geološkega in še enega, niso ocenili strižnih sil. Po moji oceni, kar sem gledal pri potresih, so strižne sile tisto, kar ti gre en del kanala, sem drug pa kaj ga odpre. Teh strižnih sil niso ocenili in se mi zdi, da pač so mogoče lahko prisotne. Potem je še tlele bila ena stvar tudi v geološkem noter, da bojo gradili hidrocentrale okoli Ljubljane in bo seveda še do dviga vode prišlo, podtalnica tako niha, doseže celo kanale gor, torej odprtine in tako naprej. To so vse pritiski, ki delujejo na celotno cev.
Potem pa, če daste še eno sliko, da zaključim, že zdaj imamo tisto drugo, ja, že zdaj, vidite, tale slalomski potek kanala, ne, že zdaj imamo luknje, torej že s tistem, kar je not položeno, je zagotovljeno, da bo puščalo. Ne. Takle potek kanala je pa sploh napačen. In kot vidite, tam še cevi, ti spoji, ne, kot je tudi nemški strokovnjak ocenil, sploh niso primerni za fekalije, kjer imate lahko potem od bakterije, viruse, parazite. Če beremo tele poročila od vodovarstvenih postaj, lahko vidite, da se zelo počasi izločajo. Ne. Drugo je pa, kar je gospod že omenil, so pa kemikalije. Ne. No, v glavnem te cevi niso primerne za fekalije. Tako. Moje ime je Marko Mitja Feguš. Sodelujem z inštitutom IL, inštitutom Univerze v Študgartu. Sem bil sodelavec dolga leta z dr. Rismanom, ki to področje deontološko umešča, tako kot po načelih inštituta v Delfu, kot inštitut za zdravstveno hidrotehniko. To je bistvena zadeva, zdravstvena hidrotehnika in urbana hidrologija. To sta dve deontološki področji, ki nista tukaj zastopani. Moj prijatelj Risman, ki bo zdaj star 93 let, ni mogel priti, da razloži, kakšne dihotomije so znotraj stroke in kaj se dogaja. Imamo področje, bi rekel, tipično področje dvomom v kapital, ki deluje na slovenskem trgu. Pač, znano je, da se vrača določen kapital, da ga je tudi prejšnja vlada hotela ponuditi, da je hodila po vseh občinah in so, bi rekel, zbirali tako imenovane velike projekte, ker pri velikih projektih so provizije. Tudi pri malih projektih so provizije. Recimo, navaden olimpijski bazen košta 500 000 evrov, v Ljubljani košta 13 milijard. Pokrit bazen košta do 7-8 milijonov evrov, v Ljubljani košta tudi 72 milijonov. Ne? Kam gre denar in kako gre denar in kako se je devastirala ta stroka. Vprašanje je bilo, da je bilo to nekoč obveščeno. To je bil srednjeročni plan mesta in občin Ljubljane, ki so bile drugačne, to se pravi 80-85 in temelji plana sodelovanja, regionalizem je bil v prejšnjem sistemu prepovedan. V te temelje plana je kasnejši likvidator znanosti na področju VOKA, raziskovalnega inštituta, gradbenih tehnik Čepon, likvidiral vse, kar je bilo potrebno inženirskega, ustvarjalnega in projektantskega napraviti. Tako je recimo dr. Ristanoviča, ki je bil največji strokovnjak odstranil in tako naprej. Jasno je bilo, da je to, bi rekel, jaz sem sodeloval na, bi rekel, prvih volitvah, da je to napravil kapital, ki deluje preko ene osebe, znanega slovenskega Pol Pota, kjer so tudi družinskega člana pretepli. Moram povedati naslednje. Vodonosnik se napaja iz Save, tretjinsko, to ni bilo povedano. Barjanska deponija je odločba izdana Darsu, to tudi ni bilo povedano. Najbolj pomembno pa je to, da je Jarški prod tudi uničen in da ga je treba po limfomninskih metodah je treba izgnati slabo vodo, ki se zdaj prečrpava in dodaja vodarnih kleče, je treba to sanirati. Kajti letno se okoli 200 do 300 tisoč evrov vrže stran zaradi tega, ker se to ne napravi. Tretja stvar, ki je tudi ni bila povedana od strokovnjakov, s tem gospodom se celo nekoč skregal, zaradi tega ni rešena tudi odvajanje
severne obvoznice. Jaz sem na tehničnem pregledu sodeloval, pa so me povozili. Torej, aplicirati direktne, torej akcije direktne demokracije. In te zahteve so, da Mestna občina Ljubljana ustavi vsa gradbena dela na trasi povezovalnega kanala C0, ki poteka preko območja s strogim vodovarstvenim režimom Ljubljanskega polja. Da Mestna občina Ljubljana pristopi bodisi k alternativni rešitvi izvedbe kanala C0 ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom, oziroma pristopi k izdelavi načrta za izgradnjo manjših samostojnih čistilnih naprav na Brodu, Medvodah in Vodicah. Vsi pristojni organi, da takoj ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi za rešitev vodovarstvenega območja Ljubljansko polje. Za nameravani poseg pa je, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, nujno potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. To je zahteva priporočilo bilo Državnega zbora. Zaradi tega sem tukaj vključila. Seveda je v nasprotju, ampak se pravim, probali smo zajeti vse predloge. Če se demokratično odločimo, če pridemo do tega, da to zahtevo izključimo, bomo pač izključili. In zadnja, peta zahteva je, da organi pregona končno sprožijo ustrezne postopke ugotavljanja kazenske odgovornosti kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Tako, to bi bilo vse z naše strani. Najlepša hvala. Jaz sem v bistvu potem naknadno ugotovila, da se v uvodu nisem predstavila. Jaz sem Jasminka Dedič, sem Vesnina svetnica v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana in obljubljam vam, da bomo takšne in podobne javne razprave organizirali tudi v prihodnje. Hvala vsem. In tudi tem, ki se nas spremljali preko spleta. Odprto vprašanje. A to vi ste za kanal? Če se ga pravilno zakoli